je vedno oče povedal, največjo razliko s treningom lahko narediš v ženski konkurenci. Ker v ženski konkurenci se vedno veš punčke, pa se pazi, pa to, ne. Oče je pa bil druga filozofija. On je rekel, ženske so biološki močnejše od moških. In one trenirajo lahko tudi več kot moški, ker moški so slabši. In je Janica trenirala vse kot jaz. Samo nismo dvigovali istih teži, ampak repeticija, število repeticij, vse isto. 3-4 zdaj. Po dolgem času imamo gosta. Jure, boš kar ti začel, no, ker vem, da ko mi čakaš. Jaz moram začeti, ker to Ivica jaz sem treniral, ne. In zdaj vam bom ljudje povedal, jaz sem res zelo vesel, ker z nami je lovec na medalje, lovec na fis, pike, avanturist, po moje tudi hmal že alpinist, jadravc, pa edini alpski Hrvat, ki se enako dobro počuti na snegu ali pa na morju. Ivica, dobrodošel. Zdravo. Ej, za začetek, Ivica, hvala, ker si čas vzel. Rekel si, da znaš dobro. Rekel si, da znaš dobro računati s časom, pa si to združil s potjo v Avstrijo. Ne? Dej povej začetek, kje si zdaj, kaj počneš? Zdaj se vozim proti Obertaurnu in tam bom smučal 3 dni, nekaj bom snemal tudi. To je tako 3 dni, da malo pobegnem od hiže, od doma, ker imam 4 otroke, ki so še majhni in tako da je veliko dela, ne. Tako da je zdaj bolj sem doma kot prej, ampak rabim takšne izlete, veš. Ker za zdravje, ne, da lahko normalno funkcioniram. In zdaj v tej sezoni smučarski bom, lansko leto smo posneli en film v Obertaurnu in okoliščini, en freeriderski film, zdaj nadaljujemo s tem snemanjem, ko pride sneg. Drugačno imam še en lep projekt v februaru in marcu. V marcu delam smučarsko traverzo Prokletija od Kosova do Jadranske obale. Res? Ja, z 2 Francoza. Res en super zanimiv projekt, ker še ni narejeno po tej osi po ta glavnem grebenu, ne, od Kosova proti Jadranskemu morju. Tako da je to okupacija zdaj. V februaru bomo naredili en scouting, bomo nekaj mogoče malo smučanja posnel in pol 3. marca je date, da gremo tam. Ekipa so 2 Francoza, en je snemalec, en je pa vrhunski alpinist francoski, Mathieu Menardier, mu ime. In cool, mislim, projekt je cool, upamo, da bojo pogoji ok, ne, ker je tudi to za nas, ker malo terra incognita, ne. Pa precej odročno območje je to, ne? Ni veliko možnosti umika, če gre kaj narobe. Res. Zato imamo podporo, ker je edini helijski operator je v Albaniji ta Valbona. To je takoj pod ta glavnim grebenom tam, v Prokletijah, in on naj bi bili podpora v slučaju, kako se to zove? Če bi šlo kaj narobe, ja. Čakaj, Ivica, pol v bistvu ti resno greš tudi v alpinistično smučanje? Ja, alpinistično smučanje mogoče, ja, ampak to še, jaz sem kar mala beba, veš. Mislim, ne tvegam preveč. Veš kaj, jaz občudujem planine, hribe in mogoče iščem malo tega, zaradi česar sem prišel in zakaj sem smučar. Ker resnica je, da mi
smučamo proti času na progi, ne? Ampak nismo zaradi tega, jaz nisem zaradi tega prišel v smučanje. Ne? Mislim, da je danes smo izgubili nekaj od tega, kaj je smučanje imelo mogoče pred 100 leti. To je človek in planina. Človek in narava. To je človek proti hriba. In tako v freeridu je to danes še vedno glavna tema, ne? Ker ni proge, ni zadane linije. Sam izbiraš svojo linijo in najdeš pot po hribu dol. In tudi imaš en respekt do hriba, precej, če je ta resni ski mountaineering, ki je earn your turns filozofija, ne? Da sam si zaslužiš svoje zavoje in prideš od doline gor in pol nazaj. A greš kdaj v hrib poleti, da ga vidiš, kakšen je brez snega, greš kdaj brez smučk, vidiš, kje se pozimi smučaš, dobiš sliko? Ja, grem. En primer, preden sem prvič štartal Kitzbühel, smo poleti šli po Kitzbühelu, ne vem, da je to bilo mogoče junija, da pogledamo malo smuk, pa je še bolj strašno kot za snegom. Sem vedel, da boš to rekel. Ja. Ker ko sneg pade, je kar zalito, veš, manj so ti skoki izgledajo boljš, pa kamni izgledajo manjši. Ja. Zdaj, ko si rekel Kitzbühel, nekje sem prebral, sem slišal, da so ti enkrat dal gor merilne naprave, pa so merili tvoj srčen utrip, pa to drži? Ja, drži. Niso samo meni, še drugima tudi. To je super bila raziskava, ker se vedno obračam nazaj tej raziskavi, kaj je smučanje in zakaj, kakšen je ta pravi stres v alpskem smučanju, precej v hitrih disciplinah. Ne. Tam so odkrili, da je srčni utrip pred štartom. Ne. To pomeni, ko si na mestu, ne. Pred štartom je 160. In pol, ko že prideš čez Mausefale, to je po enih 15 sekund teka, tu imaš... To je mišnica, ne? Ja, tu imaš že utrip čez 190 in ostane do cilja tako nekaj. Ne? Samo ustanovili so, da to ni zaradi tega, mi nismo v anaerobnem režimu na Kitzbühelu ali pa... To je zaradi tega, ker možgani mislijo, da si ti v življenjski nevarnosti. Mislim, se si, ne? Ja, ne, ker veš kaj, nije normalno, ne? Veš kaj ni normalno? Tega ni normalno. Ja, nikoli ni človek narejen za base jumping. Ja. Ne, primer. Ni narejen, da zdaj se vržemo dol z prepad, hiže. Veš, ja. mi imamo ziherunge, ne? In zdaj si ti v situaciji, ko prideš gor na vrh tega smuka, ki je res je strmo, ampak ti ne smučaš dol, ne? Ti moraš čim hitrejše ti tekmuješ dol, ne? Iti dole. Ja. Razumeš, to je kar konflikt v glavi, ne? Ker varnost pozabi. Ne? Pozabi varnost, zdaj se moraš vršiti z hiže dol. Ne? Na pas mater. Ja, in pol izvadiš te ziherunge ven, ne? In to ni lahko. In zaradi tega je tista obremenitev v smučanju ni samo fizična obremenitev. Zaradi tega ti na koncu leta si pol mrtev, ne? Ker si bil na 10 smukov, ki vsakič si mogel to narediti, specialno takšnih smuki, kot so, ne vem, Kitzbühel ali pa Bormio, ki res težko je samo smučati tam, pa ti pa še moraš dirkati. In to gre na substanco. Ne? Kako si se pa naučil te zihrunge nazaj pobrati? A je bilo to težko? Ne, ker normalno za človeka je, da imaš te zihrunge. Ni normalno, da jih van vržeš. Ne? Tako da je zame osebno je to bila vedno najbolj stresna tekma v sezoni. Kaj pa, mislim, ko ti štartaš Kitzbühel, ne? Ja.
Jaz sem Kitzbühel videl od spodaj, nočem ga niti od zgor nikoli videti. Pa sem prehodil nekaj hribov in mi ni jasno, kako se tam pelete, tako kot ste se vozili vsi. A pa je na sred Kitzbühela strah v bistvu ali užitek? A je sploh kaj užitka? Užitek je, ko priješ v cilj. Ampak zato, ker si rečeš, zvozil sem. Ja, zvozil sem, zdaj 1 leto ne morem več na štart. Ne rabiš več. Ne rabim več na štart, super. Veš, kaj mene zanima, zdaj, ko smo šli v smučanje, ne? Ti si imel full dolg, ali pa se mi zdi, da razmeroma dolg ta, dajmo reči temu pik, ali pa zelo dolg časa si bil na vrhu, ne? Spravo, koliko 3 olimpijske, 4 srebrne na olimpijskih, pa svetovni prvak, pa vse živo, ne? Pa slišal sem te reči, da težje ali pa lažje enkrat zmagati, da težje pa še enkrat zmagati, pa sploh držati to formo, ne? Kaj je zdaj te pomagalo? Koliko je bilo tega, da si napast, zdaj bom jaz to naredil, koliko je, pustimo sploh talent, se mi zdi, da od ene točke naprej itak samo trdo delo, pa ne vem, okolica, ki jo imaš. Ja. Kjer je bil kaj so recimo 3 glavni elementi, ki so te pomagali, da si prišel v te stopne, predvsem pa, da si jo držal, ker mrzdo je ne drži, ne? Ja, večkrat zdaj govorimo o tem, ker ljudi interesira ta motivacija, kako da prideš do uspeha, kako da ohraniš se na tej poziciji gor dolgo časa. Prvo, ki je zelo pomembno naučiti, ko si še otrok, je to, da je delo povezano z rezultati. Danes pa vidim, da to veliko otrokov ne razume. Danes se zdi, če bom nekaj posebnega bom naredil ali pa ne bom naredil, pa bom bil uspešen, da poskusimo zmagati, ampak če lahko jutri zmagamo, ne? To je danes tak neka filozofija. Ne? Ampak resnica je, da do vsega, kaj nekaj velja, rabiš veliko časa in veliko dela. Zato je to vrednost velika vsega. Ne vem, jaz tudi pomenim, če hočeš biti, ne znam, doktor medicine, ne. To je tudi fakulteta in veliko dela. Ne. 30 let šole, pa še stalno izobraževanje. Ja, in če hočeš biti najboljši v enem športu, to je zelo, zelo veliko dela in lahko razmišljaš o tome, da bi bil najboljši. Tako da je prva stvar, ki sem zelo hvaležen, je to, da me oče kot otroka naučil, da je delo enako rezultati. Ne. In jaz sem v to verjel. Ali prosta še pred smučanjem? Ne, mi smo začeli skupaj, mene oče prevzel kot trener, ko sem bil star 10 let. In od takrat je tiste logo, ne, kdo več trenira, taj bo boljši. In meni se to zdelo zelo logično. In to ne moreš nobenem obrazlagati, veš, kaj to zdaj pomeni. Ne. Enostavno je. To je ena filozofija, ki jo je dobro, da vzameš. Ker je zelo logična in ne moreš veliko faliti v tome. To je baza vsega. Ne. Pol je resnica, da ne gre samo za delo, gre tudi za iskanje savršenstva. Ne. Popolnosti. Moraš dobro trenirati, ne moreš trenirati kakorkoli. Ne. Moraš dobro delati. Ne. Ampak base je delo. In pol, ko to verjameš, to je meni veliko pomoglo, ko sem bil poškodovan. Ne. Ker sem jaz bil zelo dober junior, med najboljšimi na svetu, ampak takrat, ko sem imel 18 let, prvič mi je počela križna vez. Ne. In med 18 in 21 letom sem jaz imel 3-krat križno, 1-krat medialno in 1-krat meniskus. Imel sem tako 4 težke operacije in vse skupaj v ta 3 leta, ne, ki je to 36 mesecev, sem bil kar 26 mesecev na rehabilitaciji. In to je seveda ta čas, ko greš iz juniorskega smučanja v seniorsko,
ki je zelo pomemben čas za vsakega športnika. In takrat še bolj slabo zame, se je zgodila tista carving revolucija, ker ko se je to zgodilo, sem ja bil v bolnišnici. Moji konkurenti pa so se prilagajali na ta novo smučo. Ampak jaz sem verjel, da to delo, ki smo ga mi opravili in ki je bilo ogromno, ne more brez rezultata. Ker v moji logiki, in jaz to verjamem in danes, da svet tako funkcionira. To je energija, rezultat. Ne moreš ti ogromno energije, jaz govorim ne majhno energijo, znači, celo življenje samo to delaš. To ne more brez rezultata. In zato ta filozofija mi je na koncu pomagala, da sem šel čez to krizo poškodb in sem verjel, da rezultat bo prišel, samo moram čakati. In jaz sem rekel, ok, jaz bom čakal, jaz sem bil v poziciji takrat, seveda, kako reprezentanca ni praktično obstajala, v Avstriji mogoče ne bi mogel čakati, ne bi mogel tako dolgo čakati, ker oni imajo veliko smučajo, bi novi prišli in to. Jaz sem rekel, ok, jaz bom čakal, samo moram priti nazaj in delo. In pol so prišli rezultati kot posledica tega verovanja. Drugo, ovo, kar si povedal, najtežje v športu je zmagati. Ker zmaga je odkrita redkima. Imamo milijone športnikov in pol nimamo veliko zmagovalcev. Tako da je skrivnost zmagovanja je najbolj velika uganka. Kaj je to? Resnica je, da kot trening ti ne garantira, da boš bil zmagovalec. Ti si lahko najbolj močnejši, najhitrejši, imaš najboljše reflekse, ne vem, pa mogoče nisi zmagovalec. Te glava izda. Drugi je primer, da tisti, ki so slabši, so pač zmagovalci. In vprašanje je, a je to stvar genetike ali je to stvar dela. In v filozofiji mojega očeta je to stvar dela, ki je on rekel, mi moramo trenirati zmagovanje, da poskušaš vedno zmagovati. In kako to narediš, pol ta njegova filozofija treninga, ki je bila zelo široka, ki ti, mogoče je to moje življenje zdaj je ena, ne vem, kako se kaže, eho na slovenski, odmev tog življenja prej. Odraz, v bistvu tega. Ker smo mi smo bili smučari, ampak mi smo bili 2-3 mesece na morju, potapljanje, podvodni ribolov, 1000 raznih stvari, res v treningu, po skalah, tek. In tako. Tvoj oče je vedno, ne glede na to, kje ste šli, je on najdel priložnost, da te pripravlja na sneg, tudi če ste bili na morju. Ja. Ne, mi smo, vse, kaj delaš, seveda v športu je usmerjeno, to je specifični šport. Na ta način moraš razmišljati. Ampak tisto, kar je zelo pomembno in je zelo interesantno, kako ti lahko treniraš, da bi zmagoval. In resnica je, da ti lahko to treniraš, samo skozi zelo dolg čas. Kako ustvarjaš enega šampiona. Šampion se lahko rodi tudi. In jaz sem imel v svoji okoliščini primer, Janica je rojeni šampion. V vsakem športu, ki bi prišla, bi bila šampion. Ker to je tak en mindset in to je ok. Ampak so zelo redki tisti, ki to imajo. Mi ostali, ki smo poprečni, moramo do tega priti skozi delo. Hočeš reči, vi poprečni. Čakaj, zato dolžni spoštovanjem, da ti nisi poprečen. Ne, ampak hočeš reči, a je pol Janica
tudi to sem te hotel preprašati, ker si rekel, ti si kupil to. Meni je logično, da jaz moram delati in če bom delal, rezultat bo prišel. A je ona pol tudi to kupila, a je imela ona malo prednosti, ker si rekel, da je ona, bom rekel, rojen šampion kot redko kdo drug. Kako je pri njej to? Lej, mislim, njeni rezultati najboljši pri meni. Kaj je to, ko se talent z delom zloži? Ne? Ja. Ker, veste kaj, problem je s talentom. Ne? Talent zelo hitro vidi, da lažje prihaja do rezultatov. In umika delo, ne? In pol, bom jaz lahko tam. Ne? Poglejte, zdaj, za mene je to en primer. David de Costa. David de Costa je največji smučarski talent, ki sem ga jaz videl. On je 76-letnik iz Velenja. To je iber talent. Jaz, veš kaj, res sem videl tisoč smučarjev. To je največji talent, ki sem ga videl. Za vse športe. Kaj god mu daš, košarko, rokomet, vse. Ampak on je tako z lahkoto zmagoval, ne? Da se je videlo na njemu, da gre po lažji poti. In pol, ko smo mi pridemo na Badijo, to je en majhen otok pred Korčulo, ki smo skupaj, mi smo tam imeli fizične priprave. In je slovenska reprezentanca tudi prišla. To je bila, mislim, da je bila B reprezentanca. Takrat De Costa, Dragšič, kdo je še bil? Kontrec. Gruba je bil, mislim, ja. In imamo fizične priprave 10 dni, ne? In pol, mi smo vsak dan na treningu skupaj, nekaj delamo, pa vidim en dan ni De Coste, drug dan ni De Coste, ne, pa vprašam, kje pa De Costa? Veš kaj, malo je šel surfat, ne. Veš, jaz pa, kaj surfat, ne, pogledam tam, pa on surfa, ne. Veš, čak malo, smo na pripravah, ne. Ker priprave so za njega bile, veš, tako, z levo roko, ne. Vse imam to, ne. Ja, in to je za talent zamka je to ni dobro, ne. Ja. In zato je bolj redko, ko se res ekstra talent zloži skupaj z delom. In pol, to so pa monstrumi, ne. Ivica, koliko si ti preštamfal, preden si prvič se žičnico gor v hrib pelil? Nisem. Mislim, jaz sem se že rodil, ko so bile žičnice povsod, ampak zdaj, ampak moram nekaj povedati. Mi smo bila pa kar verjetno ena od zadnjih generacij, ki smo še štamfali, ko smo delali ogled proge. Ogled proge se je delal od zdol proti gor. Po je pa Alberto Tomba naredil revolucijo, da to... Ker se mu ni dal. Ja, ker se mu ni dal, seveda. Ko je bil prevelik talent, da bi delal, ne? Ampak, če lahko vprašam, ne, v bistvu, jaz sem, ta teden sem gledal, recimo, film Dražana, ne? Dražan se mi zdi, on je bil en, recimo, talent, ki je združil tudi delo, ne? Ne, ker rekel si, da vsi lahko trenirajo, pa je podvisen, koliko dela vložiš v trening oziroma v to, kako boš ti napredoval, ne? In se mi zdi, da nekdo, ki trenira, je do določene mere lahko natreniran oziroma pripravljen. Pol je pa v bistvu na tebi, koliko boš ti temu treningu še sam dodal, pa koliko se tega zavedaš, da moraš nekaj dodati, ne? Recimo Dražen je šel, ne vem, po treningu pa je vrgel še 1000-krat na koš, ne? Ja. Recimo zato, ker je vedel, da če hoče biti dober, če hoče uspeti, bo mogel še nekaj dati zraven, ne? In to v bistvu je neka osnova šele, ne? Veš kaj, vsak človek lahko si zada cilj. Vsak človek ima legitimni cilj v svojem življenju. Na kateremu je cilj, ne vem, da se dobro zabavi v športu, da ima prijatelje. Neki izberejo cilj, da bi bili najboljši na svetu. In pol ti svoje akcije moraš slediti ta cilj. Ker to je zelo težek cilj. Najbolj težek cilj. Pol pa ti vidiš veliko ljudi, tudi to poskusi, ne? Ima isti cilj kot ti. In zdaj pridemo do momenta, kaj ti ekstra narediš v odnosu na te ostale, da bi bil najboljši na svetu. Ker
če isto narediš, ne boš. To je sigurno. Pa sploh, če narediš manj, ne boš sigurno. In pol je v športu, mislim, da je eno pravilo tudi, ki je dobrega je formuliral moj oče. V športu imaš samo mogoče in sigurno ne. Ker ti nič ne garantira, da boš zmagal. Ne? Ampak sigurno ne boš zmagal, če narediš tisto, kaj je ekstra. Ne? Ekstra moraš narediti, pol boš pa mogoče zmagal. Pa če ne narediš, onda sigurno ne. In en super primer je ta trening, ki smo ga mi imeli danes, ko gledam nazaj, je to kar zelo interesantno. Vsi treningi, ki smo jih mi naredili, so zapisani. Celo mojo kariero je oče imel dnevnik. Ne. Vsak trening je zelo natančno zapisan. In zdaj jaz, ko gledam nazaj, pridem v dnevnike leta 91, 92, ko sem jaz bil med 10 in 14 let star. Številke so neverjetne. Res. Danes, če to ne bi bilo na papiru, ne bi verjel. Ja, ne bi verjel. Res? Ja. Mi smo trenirali 3-krat več kot konkurenca. 3-krat več? 3-krat več. Wow. Vidiš, in na koncu, ko tu imaš to eno filozofijo, ampak ona ti daje resnu prednost, ampak ti daje tudi tu mentalno prednost, ker jaz sem vedel, jaz sem treniral 3-krat več. Rezultat mora priti. Ker ni mogoče to, da ne pride. Ker številke so prevelike. Drugo je, veš, vprašali so me, kako treba narediti. Ja, treba narediti več, ampak pol treba narediti še več od več. Da si čim bolj siguren, ko pride tisto možda, da bi bil verjetno možda ipak, da bi bil malo bližje svom cilju. In tiste številke so neverjetne in druga stvar, ne, kaj sem hotel omeniti, ko si vprašal, ok, narediš to, pa tudi moraš narediti tisto, ta trening bi te pripeljal do tistega zmagovalnega mentaliteta. Da ti ta trening to da. Ker je zelo težko, zmagovalni mentalitet ti ne preneseš verbalno, nobenemu. Razumeš? Ti lahko do njega prideš samo z izkušnjo. In ljudje so izkušnja. Mi smo tista izkušnja. Verbalizem nam lahko pomaga, ko smo že na eni visoki ravni. En primer, če bi jaz vama zdaj povedal, kako se treba hitro smučati, pa kako se treba smučati na štrajfu, vi bi lahko jutri potem štartali na štrajfu. Ja. Da bi prišli do tega, rabite 20 let trenirati. Ne? In to je izkušnja. In to se veliko krat pozabi in je prava umetnost za trenerja, kako prinesti atleta, da za svojo izkušnjo pride na nivo zmagovalca. A pa je težko imeti očeta za trenerja? Glede na to, da v eni vlogi je trener, v drugi vlogi je oče. Ja, večkrat je, ja. Samo kot vse stvari v življenju imaš dobre strani, slabe strani. Na koncu je več dobrih strani. A je težko imeti Janico za sestro? Ker preden ti začneš zmagovati, ono že vse pobere. Ne, veš, kaj je bilo z Janico super? Ko smo mi to delali, mi smo bili, naš sistem je bil zelo različen od tistega, ki je bil v naši okoliščini. Moj oče je znan po eni izjavi, oče je do leta 89 bil rokometni trener. Zadnje njegovo rokometno delo je bil trener Aero Celje, to je zdaj Pivovarna Laško, Pivovarna Laško v Celju. In se je on odločil, da bo začel mene trenirati, ker Janica takrat še ni sploh začela smučati. In si je šel ogledati malo trening jugoslavenske smučarske reprezentance na Meltaler Glečeru. In v tem svom dnevniku je zapisal rdeči flomaster, tako,
ili su oni toliko ludi, ne, ili sam ja toliko lud, ili su oni toliko pametni, ali ovo trening nije. Ker on je prišel z enega drugega športa in mogoče tam imajo kakšno referenco, ne? In se hotel ogledati ta trening, kako izgleda zdaj trening smučanja, ne? In njegov trening je bil popolnoma drugačen, ne? To je tisto, kar sem ti rekel, ne? Oni so delali 10, mi smo delali 30. Ja. In pol, ko ti vzameš, da katere smučare ti moraš premagati danes, da bi prišel do vrha. Moraš premagati Avstrijce, Švicarje, Italijane, Francoze, Skandinavce, Severnoameričane. In vzameš, oni so vsi so uspešni sistemi, vsi ti sistemi. In je kar naravno, da ti poskusiš kopirati te sisteme, ker vedno poskusiš kopirati tistega, ki je na vrhu. Samo je treba gledati, in to je recimo za Slovence tudi zelo pomembno, katere resurse imajo ti sistemi. In ko zagotoviš, da oni imajo 100-krat večje, močnejše resurse, kopirati to je brez veze. Je brez veze, ker ne boš prišel daleč. In pol je dobro zdaj razmisliti, kaj lahko narediš, da bi nadoknadil manjko financ, recimo. Ja, manjko financ, manjko snega, manjko ljudi. Manjko vsega. Manjko vsega, ne? Ali je samo eno je sigurno, ne moreš trenirati isto. Ja, seveda ne. Samo to je sigurno. A za ljudje, ko ti začneš trenirati, ko ljudje nekaj poskusijo drugačno, veš, vsi to gledajo, veš, boljše mi zdaj treniramo kot Švicarji, ne? Ker oni so najboljši na svetu. Ne? Oni so referenca. Ja, oni so referenca. Ampak za eno majhno nacijo ne moreš jih kopirati, ker so močni, so v resursih, so nenormalno močni. Ne? A se meni zdi, Ivica, ali je v enem momentu prišlo do tega, da ste mala hrvaška ekipa, Janica, oče pa ti, dobesedno šokirali smučarski svet? Jaz v enem momentu sem imel tak občutek. Da, sigurno na ta zadnje vprašanje, zakaj so Janičine zmage bile pomembne. Ko Janica začela zmagovati, sem jaz bil v bolnišnici. Ne? In Janičini rezultati so meni bilo potrdilo tistega, kaj sem jaz verjel. Ki so bili potrdilo prvič, da smo dobro naredili. Delali. Ker tudi jaz sem verjel v to, kaj smo povedali. Delo enako rezultati. Zdaj, mi smo bili zelo dobri. Janica je bila ekstra dobra, ona je bila dobra tudi v otroškem smučanju. Jaz sem bil vedno tu nekje, drugi, tretji, mogoče zmaga kakšna, ampak nisem bil najboljši na svetu. Ne. Ampak sem bil blizu. Ne. Tako da do konca, veš, vsi ti pravijo, to je stari način treniranja, veš. Ne funkcionira. Ja, to ni to, ne, veš. Se pa ti tudi vprašaš, ne, mogoče je pač boljše, da treniramo 8 fur dnevno, ne. Ampak delo enako rezultati. Tu nekaj ne gre. Ne gre, ne. Mislim, jaz verjamem, v to verjamem, veš. Precej ni vsem športom delo enako rezultati. Mislim, v nekima je več. V smučanju, specialno v tehničnih disciplinah, je to pomembno, ker je smučanje, slalom, precej, je veščina. Veščina je odvisna od ponavljanja. In to so, kot oče je vedno povedal, kot pianisti. Ne? Kdo lahko špila 7 ur na dan, je boljši od tega, ki špila 3 ure na dan. In repeticija in pol, ni čudo, da je slalom vedno bil najna disciplina.
Ampak ti misliš, ne, a ni, ker je razlika ni majhna, ne, nisi ti treniral 15 fur, ne, ti si treniral 3-krat več. In pol je res, ko Janica prišla, je bila kar, elementarni nepogoda, kako se veli to. Kot kakšna oluja, potres, nevihta, ne, prišla v svetovni pokal in bum, bum, bum. Premaknila se je. Vse je premaknila, ja. In to je bilo tisto, pri Janici, ne, je vedno oče povedal, največjo razliko s treningom lahko narediš v ženski konkurenci. Ker v ženski konkurenci se vedno veš punčke, pa se pazi, pa to, ne. Oče je pa bil druga filozofija. On je rekel, ženske so biološki močnejše od moških. In one trenirajo lahko tudi več kot moški. Ker moški so slabši. Ne? In je Janica trenirala vse kot jaz. Samo nismo dvigovali istih teži. Ampak repeticija, število repeticij, vse isto. Ko sem jaz naredil 30 fur, je ona naredila 30 fur. In tu je bila pol Janice, ko je prišla, ona je bila dominantna, absolutno. Ne. Pa še ta mentaliteta, ta neverjetna, ne, je total domination. Ampak za me je to bilo putokaz, veš, da je to dobro. Pokazala ti pot, ja. Kaj pa prosti sebi? Kar sebe krdaj. Ne, veš kaj, daj mi malo. Ko govoriš o vrhu, veš kaj me zanima? Ko ste prišli na vrh, ko si prvič zmagal, recimo v svetovnem pokalu, kot tebi, kot osebi, a je bilo to neko olajšanje, a ti je to inspiracija, še dodatna motivacija za naprej, ali si rečeš, ok, toliko več sem treniral in zdaj sem res to dosegel, res je to, kar sem delal. To je bilo. Moja prva zmaga je bila v težkih okoliščinah. Jaz sem, to je pomen od januara 98 do januara 2001, to so 3 leta, ne? 3 leta so bila 3 križne, meniskus pa še medialni. In jaz sem kar padel dol, ne. In po tretji poškodbi križne je veliko ljudi mislilo, da jaz bi mogel nehati, ne. Tone Vogrinc je rekel starom, da to ne bo nič od tega, ne. Pol sem slišal, da so ljudi mislili, da sem nor, ker sem v bolnišnici sem rekel, da ne bom nikoli odstopil, da bom šel do konca, ne. Ker to je tisto, veš, ni Boga, ni vraga, to je moja pravica, veš, ker sem to naredil, ne. In zdaj, ko je prišlo na konc do tega to be or not to be, to je bil januar 2001, jaz sem rekel, zdaj gremo do konca. Zdaj ni nič v mojem življenju, samo tista misija. In to razen posvečenost, motivacije, ne vem kako. Usmerjenosti. Ja. Jaz nikoli prej ni pol nisem imel v življenju. Jaz sem samo mislil in delal, kako da to pravico izteram do konca. Pri 21 letih. Ja. In jaz sem prišel takrat v Aspen, november 2001, številka 64, in bum, zmaga. In to je ta energija, ki je bila kapsulirana zaradi tih okoliščin zelo, zelo dolgo. Je kar eksplodirala. Bam! To je bilo kot, veš, vse je to prišlo na svoje mesto. Kopičil se je toliko dolg. Ja. In to je bilo zame, bil sem prav. Potrditev. In to je to. Ja, se spomniš večer po tej zmagi? Ja, sigurno. Kako se ne bi spomnil. Veš, kaj je bilo zelo, zelo lepo? Prvo,
Vsi so bili navdušeni, ker to se to pokalo ne zgodi veliko krat. Naenkrat ti kar čestitajo tisti, ki so super stari, ki si jih samo gledal, veš, tako von Greeningen, pa ne vem kdo. Drugo, Cena, moj trener takrat, Vincenzi Jovan, Celjan, on je tudi zelo interesantna pravljica. Ne? Nikoli ga niso vzimali kot resnega v slovenskem smučanju, na nek način. To moram lahko povedati. Po temu, sigurno, da so ga vzeli zelo resno. Ampak on je bil veš klubski trener v Celju, nikoli v nekem spotlightu pa to, ne. On je doživel tudi zvezdne čase, ne, takrat. Veselje, nenormalno. Meni je pa to, kar mi se zdelo neverjetno, ne, da je vse to se zgodilo. In sem na koncu dneva sem si dal rezultate na papiru, ne, na nočni ormar, ne, da ko se zbudim, da bo še tam jutri, da bo, če bo še tam ali ne bojo, ne, če se to res zgodilo, ne, da nisem sanjal, ne, in tako da je to bilo neverjetno, ono. To je bila enkratna zmaga. Hej, pa damo tvojo kariero na fast forward in danes sedimo tukaj pri nas v atmosferskem brlogu. Vmes se je veliko spremenil, ti si postal oče, začel si se usmerjati v druge stvari. Mene v bistvu zanima, kakšno razliko ti vidiš, a si se veliko spremenil od takrat, ko si bil, mislim, pre 21 si otrok. Ja. Kakšno spremembo vidiš pri sebi? Pa kaj misliš, da je na to vplivalo? To je bolj vprašanje za mojo okoliščino. Ne. Noben človek skozi svoj ego ne vidi, koliko se je spremenil. Sigurno se spremeni človek. Drugačne so prioritete. Enkrat, ko imaš družino, prioriteti se spremenijo. Interesantno je sigurno, da če imaš otroke, malo manj tvegaš, ne? To je sigurno. To je narava. Ostalo, jaz sem vedno imel zelo veliko interesov. Vedno. Tako da, to je tudi, oče mi je večkrat je rekel, ne moreš imeti veliko interesov, če hočeš biti najboljši v ene stvari, ne. In on je rekel, Janica nima nobenih interesov, samo smučanje pa je to. Mene je vedno vse zanimalo, jaz sem risal, sem stripe, pol sem pa kitaro naučil, pa... Na YouTubeu bereš Jacka Londona, sem videl. Stari, res. Veliko sem bral, pol sem tudi študiral zgodovino in to, veš, vedno tako veliko interesov, pol tudi smučanje, ne. Vsakič, ko je zapadal kakšen večji sneg, meni se ni dalo trenirati, hotel sem smučati v Celcu, ne. Ko prideš na poletje, na Mljetu smo mi vedno, ne, moja velika strast še vedno danes je podvodni ribolov, ne. A ni oče bil tudi? Ja, to je od njega prišlo. In na koncu poletja sem vedno, veš, vrnem, me veseli, da pridem nazaj smučati, ampak bi rad še malo, veš, bil na morju, ne. In potem sem rekel, ko ne bom več smučal, bom kar poskusil delati vse te stvari. Pol pa imaš družino, pol je pa tu, veš, to moraš tudi handlati, ampak moje življenje zdaj je tako en poskus, da v tome vsemu nekaj najdem, neko zadovoljščino. Mislim, in v jadranju, pod morjem, nad morjem, v hribih. Sam Ivan pa Leon, bolj fuzbal pa to, ne? Ja. Kaj je zdaj to? To je njina izbira. Jaz sem rekel, meni je vseeno, kaj boste počeli, samo da bo bil šport zdaj, ko ste mladi, morate čez en šport prideti gor. Mislim, to je pomembno. Če človek ima eno strast do tega športa, super.
Jaz bi bil srečen, če bi tudi, ne vem, karkoli, da bi počeli samo šport. In to podpiram. Ta tvoja nemirnost se mi zdi, ali pa to, kar ti je ostalo skozi neki novi projekti, pa tako naprej. Ne? Ampak reči, ok, zdaj bom jaz mal jadral, ampak iti v jadranje tako globoko, kot si šel ti, pa tako zares, pa tekmovalno, pa to ne. Te je kar zagrabil, ne? Veš, kaj je zelo interesantno? Jaz sem proti koncu smučarske kariere imel zelo veliko problemov s kolenom. In jaz ne bi končal še kariere, če ne bi imel tistih problemov. Bolel me je vsak dan, vedno več medicine, vedno več painkillerjev, vedno več sranje. In to je v enem trenutku, to je bilo res slabo, ker nisem več užival v temu, ni bilo užitka. To je bila borba z bolečinami. Ne. Mučenje, ne? Ja. In pol si se podred, tudi tehnika smučarska, ne moreš smučati, kot bi rabo in to je tako slabo. Ne. In naenkrat, ni to naenkrat, lej, prva stvar, kaj se tiče jadranja, mi smo res živeli na Mljetu vsako leto 2 meseca minimalno. Mi prišli junija do avgusta bi bili na Mljetu. Tisto mesto, ki mi živimo na Mljetu, je tudi posebno. Mi smo stran od civilizacije, 3 kilometra stran, lahko prideš do nas samo peš ali pa z barko. Nismo imeli elektrike do pred 10 let. To je enem gozdu, ena uvala majhna. Robinsonsko. Res Robinsonsko in to je bil moj odnos tega, veš, tisti big blue, čiste življenje, res. In povezava z morjem nenormalna. Moja največja ljubezen je sigurno morje, več kot hribi. In, več kot sneg. Več kot sneg. In je vse me je zanimalo, kaj je v vezi z morjem. In pol, ko prideš pri nas tam na Mljet, imaš biblioteko, ne vem, 400-500 knjig, od katerih so 90% so knjige o pomorstvu, jadranje, zgodovina pomorstva in tako dalje. In pol pratiš to, pol se interesiraš seveda tista jadranja na velikih širinah, pol pa čezoceanska jadranja, dirke kliperjev takrat. In si misliš, veš, ko doživiš tako morje in veš, kako močno je morje. Imaš veliki respekt do tega, da je en kar nor, da se lahko dirka v takem okolju, ne? Takim elementih, ne. In sem si vedno mislil, lej, to je zelo zanimivo, rad bi to enkrat izkusil, ne? Ker je to tisti strah, veš, pa ti moraš dirkati v tom strahu. Ne? In druga stvar, zgubil sem moje telo ni več bilo pripravljeno za vrhunske dosežke in vrhunske napor. Ne? V jadranju telo je barka, glava ostane, kapetan je mozek barke. In v jadranju ti lahko to telo, veš, res staviš pod prisik, španaš do konca. Tako kot si španal enkrat, kot je telo bilo mlado. Tako da je na en način to je bil nastavek tistega, logično, da si se to lotil, ja. Ker v nobenem drugem športu jaz ne bi mogel od telesa pričakovati tisto, kaj mi je lahko dalo jadranje. Ko imaš dobro barko, hitro barko, tvoje telo je ready. Kaj je težji pol, zmagati regato ali ujeti zobatca? Zmagati regato, sigurno, ne. Okay, ker mu gre že kaj tisto treniral tako dolgo. Jaz imam občutek, da je bil Ivica toliko časa na Mljetu, ne, da on ima tam pošte okrog te uvale, da on jih počaka. Eno vprašanje, morje. Jaz moram priznati, da se ga
tako jaz sem furat na morju, pa vse tako lepo, ampak bistva morja se jaz mogoče kar mal bojim. Ni mi prijetno. Ne. Kitzbühel ali pa neka snežna nevihta ali pa razburkano morje. Razburkani Severni Atlantik. Ja. Bodimo specifični. Ja. Kaj je pa strašno? Dobra je, usporedba je super, ker, veš kaj, sigurno je primerjava tam, ki ti s svojim telesom, kot v smučanju, smučaš in to so napori vrhunski. V tem primeru ne moreš tega primerjati z jadranjem. Smučanje je težji šport, to je sigurno. In zmagati v Kitzbühelu je veliko več kot zmagati na kakršnikoli regati. Ampak razlika je, ker Kitzbühel traja minuto 50 in če hočeš, res, če je tako slabo, se res lahko ustaviš na sred proge. In rečeš, ne grem se več. Ne grem več, priješ v hotel, pakiraš, tuš, lepo, televizija, večerja, super, pozabi, gremo naprej. Na Severnem Atlantiku ni tuša, ni večerje, nič od tega ni. Pa tudi ne moreš reči, ne grem se več. Ja, in tu ne moreš reči, ne grem se več, in to je najboljše. Če praviš, ne grem se več, še vedno greš. Še vedno si notri v temu, razumeš? Ne moreš. In to je velika razlika. In zato je to, specifično je to, in to je zame tisto, kar sem omenil, tisto, kar smo mogoče izgubili, ker smo civilizirali šport, veš. Morje ne moreš civilizirati. Ne moreš ga. Te je bilo kdaj strah na morju? Ja, veš kaj, kot sem začel resno dirkati na Atlantiku, me je parkrat bilo tako strah, da ne moreš. Ker veš, strah te je usmučen, pa pravim, z 2 minute je konc, ne. Tu je pa strah, 12 ur te je strah. Veš, to je, ne moreš verjeti. Kaj te je tako stisnilo? To, da te vala, da ne vidiš izhoda ven? Ne, stisnite to, ko prvo ne verjameš, da barka to lahko podnese. To je meni smrtni strah. Ja. Jaz, ko sem gledal Kon-Tiki, ko so začele vrvine razpadati, pa a se spomniš, ko si gledal ta film? Ja. Ko vrže zajle v morje. Ja. Jaz rekel, jaz bi ga ubil. Ja. Jaz bi ga ubil ali pa skočil za une zajle, pa da grem dol, pa... Lej, prvo, ne moreš verjeti, da barka to lahko zdrži. To so takšne sile, ne, veš, to je nekaj, to so kot, da bi se z avtom kar zapeljal ravno v zid, veš, akceleracija, deceleracija. In to se pol še okej, nekakor je okej, če je dnevno svetlo, ne. V noč ti ne vidiš nič, ker to ni nekje v civilizaciji, pa imaš neki odsjaj nekakšnega umetnega svetla. Tam je noč, ti ne vidiš prst pred nosom. Ne? In v tej situaciji samo čutiš te akceleracije, deceleracije, ogromne. Shit. In ne moreš verjeti, da barka to lahko zdrži. In pol, če si na eni konfiguraciji jadra, da imaš spremembno jader ob enih 20 vozlov. Ne? In zdaj je piha 25 in moliš Boga, da ne začne proti 30, ker moraš celo konfiguracijo zdaj menjati in v tej konfiguraciji je tako veliko sile zdaj, ker to je konfiguracija z 20 minus, zdaj si ti 20 plus. Noč je in zdaj moraš menjati jadra. Zdaj ti moraš iz kokpita zunaj priti na provu, na pramac, ne? Zdaj, tam na pramcu je, to si vodo cel čas, ne? Ni zaščite sploh, ne? In pol ti tam moraš menjati jadra v tej kmici, na tom mraku. To je tisto strašno. In zato to jadranje zelo je šahovska igra. Ti moraš dobro razmisliti, kje je meja, sigurnost, da ne poškoduješ ladjo, opremo, ampak še vedno, da moraš dirkati.
In ta strah je ogromen, ker ti se zdi, če bo zdaj diglo na 30, več ne pride Spiraker dol, ne, veš. To je boš zgubil jadro ali pa boš zgubil tudi arbor, ne vem. In to so te situacije, ki so strašne. In ko prideš večkrat čez tisto situacijo, vidiš, da barka to zmogne. To je tisto pomembno. In ti verjameš barki. Ti verjameš barki in se samozavest kar digne. In je res tisti največji mojstri, tako kot smučajo najhitrejše po največji strmini, tako največji mojstri hitro jadrajo v največji nevihti. Kam pa pol na to lestvico hierarhično intenzivnih, ekstremnih izkušenj postavljaš pa Grenlandijo? Pač to moram, če kdo še ne ve, ti si Slovencem, Miha Podgornikom, si jo prečkal na smučkah z opremo, ne? Jaz sem par dni nazaj pogledal ta video, ki ga je Miha dal ali na Instagram ali na YouTube, vse in v enem trenutku si rekel, da to, kar si doživel zadnjih 7 dni, ki je bil že en velik del poti za vama, da zaradi tega najbrž ne boš šel nikoli več tja ali pa ne boš zmogel, ker si bil tako, bom rekel, v afektu, ne? Ja. Najbrž danes ne misliš več tako, ampak v tistem trenutku, da si ti nekaj takšnega izrekel, a veš, tam je podobno vsem kot morje, ne? Tudi se ne moreš kar ustaviti. Če želiš preživeti, moraš naprej, ne? Ja. Kje je zdaj ta Grenlandija? Še vedno mislim, da ne bom. To je bila ena zelo težka izkušnja zame, tudi za Miho. Mi smo tam prišli, mi smo se pripravljali na Islandiji pa v Norveški za to traverzo in smo hoteli, da bi bila zimska traverza Grenlandije, ne? In smo bila, ta prvi dan, ko se odprla sezona, smo bila prva odprava, skupaj z nami so bili eni Švedi in mi smo se kar pripravili za eno hitro prečenje, ne? In smo imeli hrane za 20 dni. Še to je bilo kar dobro, ker Miha je hotel, da bi bili še bolj lažji, ne? Da bi vzeli, on je prvič predlagal, da bi vzeli za 16 dni, potem sem jaz šel v Norveško na trening in mi je takrat zapadlo enih 20 cm snega, ne veliko, ne? Ker zadaj imaš pulko tisto, ne, v snegu. Koliko tehta? Pulka je, zato je okoli 75 kg. In samo 10-15 cm snega, to je katastrofa. Veš, in pol se veliko zmanjša ta dnevna... Skrajša se... Etape so krajše, ne, od planiranega. Mi smo pa, tiste, ki nam je bila referenca, smo imeli Islandijo, ki so bili pogoji super in smo delali kar čez 40 km dnevno, ne. In smo računali, ok, to bomo zdaj naredili nekih 35 do 40 dnevno bomo delali na Grenlandiji. Potem smo pa prišli, pa je od drugega dneva bila temperatura med -20 in -40 in je sneg bil blazno počasen. Tako da smuča ni drsela sploh. Tako da vsak korak, ne, ki normalno malo ti zdrsi, ne. Si ga mogel potisniti, ne? In seveda tudi to, zdaj eni spovedali, pa zakaj niste imeli nekega vaksa, vaks tam, ti daš vaks gor, ampak to je po pol ure, ko se konča. Zbrušeno. Ja, in smo delali veliko manj, kot smo pričakovali. Samo mi smo zaradi tega, ki smo šli light and fast, mi smo imeli 20 dni hrane, ne. In se je zgodila situacija, da smo po 15 dni imeli smo, ne vem, još 4 ali pa 5 dni hrane in smo bili še vedno čez 150 km od cilja. Ne. Mi smo delali v povprečju do takrat 25 km. In problem je, da se mi lahko ustavimo in pustimo, da nevihta gre čez, ampak tudi takrat moramo jesti. In so bile porabe energije ogromne, smo porabljali do 8000 kalorij dnevno. Ne. In v tem času, takrat, ko je to prišlo, katastrofalno vreme in nismo se mogli več ustavljati. Fuck, stari. In zdaj, to, kaj smo tam doživeli, se dobro vidi v tem filmu in tisto, kaj je mene do konca pobralo psihično je, jaz sem imel probleme z nogah,
Miha pa z rokami. En trenutek. Vedno smo, zaradi navigacije smo hodili en iza drugega, en je navigator, prednji je pa motor, ne. Miha je bil kar ok z nogami, jaz sem komaj hodil, ne. Takrat hoteli smo narediti tih 25, da naredimo ta dan, ki je bil najbolj težki dan. In se rekel, Miha, tulej, daj 5 ti naprej, še, ne vem, pol ure smo imeli, ne. Vidljivost pa je bila 10 metrov, ne. Veter je pihal, sončen dan, veter piha, pitorak je ta veter, nenormalno, 100 km/h piha veter in 10 metrov od tla je sneg. Kristale dvigne, ne? Ja, in ta sneg, to je snežna nevihta, ampak je sončen dan. A ti ne vidiš nič. In sem rekel, ok, daj 5 naprej, pa naredi kamp, ne, tam, ki bomo naredili kamp, on je šel pa naprej, jaz sem, oba smo vedeli, ne vem, smer je 257, ne vem, ok, 257, on je šel naprej in po nekaj časa, jaz sem komaj hodil, ne, ker sem imel, prsti so mi bili slabi, po nekaj časa sem zgubil ta njegov trak, ne. Shit. In to je bilo eno od najtežjih trenutkov v mojem življenju. Jaz sem vedel, ok, 257, ne, in sem rekel, kakvi smo mi kreteni, ne, idioti, ne. Ker on tudi bil, njemu je bilo žal mene, ne, ker veš, ko prideš do kampa, za postaviti kamp rabiš še dobrih 45 minut, ne. Zato je on hotel iti naprej pa pripraviti vse. In takrat, ko sem ga zgubil, najdel sem ga pol, ampak tiste pol ure, veš kakšen je to feeling, ko ne vidiš človeka, ne. Stiska največja, ne. In pa tu lahko greš 50 metrov stran od njega, ga ne bi... Pa ga ne vidiš in ne slišiš, kad tako piha, ne. In pol sem kar prišel, naredili smo šotor, šli smo not, ker šotor je edino mesto na Grenlandiji, ki ne piha veter. Sem rekel, lej Miha, zdaj mi je bilo res težko, prosim, da tega ne bomo več delali, ne. On je rekel, vse jasno. In Miha dal stran rokavice in ima črne prste. Ujebem ti. Mi pa 150 km stran s 4 dni hrane, ne. In to je bilo zelo, zelo težko. Zato tisti vse te posledice, ki smo jih mi imeli, smo imeli zato, ker slabo smo planirali, vzeli smo 20 dni hrane, Švedi, ki so štartali z nami, so šli 28 dni čez. Mi smo pa šli 17 dni. V 18. dnevu smo prišli na cilj. In to zato, ker smo imeli super pogoje ta zadnji dan. In Mihi je mislim, ni mu odpadel prst noket in to mu je odpadlo in smo poskusili priti do doktora, zdravnika čim prej. In ta zadnji dan smo naredili 60 km. Ker smo kar full gas. Ne. Kaj pa tvoje noge? Noge so bile dobre. Potem smo mi oba sva šla v tiste baro komore za... Ja, hiperbarične. Ja, hiperbarične komore. Jaz nisem imel nobenih posledic, Mihi je malo prsta izgubil, ampak je kar ok bila, mislim. Jaz sem imel, na meni, jaz sem čutil eno veliko odgovornost, ker Miha je bil moj partner, ne. In skupaj smo šli že čez, dobro smo naredili, Islandijo smo celo naredili in tako. Ampak to je bil moj projekt, ne. Jaz sem imel neko odgovornost, ne, razumeš, jaz sem bil lider. In to je meni bilo zelo, zelo težko, zelo težko. A misliš, če se takrat bi falila, da bi se slabo končalo? Ja, mislim, da. Zato, ker Miha ni imel šotra. Šotor je bil pri meni. Oh, shit. Ja. Kaj to pomeni postaviti kamp? Da ti postaviš šotor, se mora kaj zgoditi? Da varno postaviš šotor, moraš prvo zgraditi zid. Ker če veter piha 100 km/h, šotor je, če ostaneš celo noč tam, moraš zgraditi zaščito za šotor. Kako to zgleda? S bloki snega. Bloki snega. Narediš zid, kar velik zid in pol šotor. Not pol tudi moraš malo kopati, ne, okoli šotra. Naš šotor za polarne odprave ima tisti snow flaps, da namečeš sneg. Da namečeš sneg gor, ker sneg pol je kot sidro za šotor in tako. Tako da rabiš nekaj časa. Ne? In to je tisto,
Veš kaj, mislim sranje, kaj se moraš navaditi. Takrat, ko ti staneš, do takrat, ko res se spočiš, je zelo dolgo. Ker ti moraš zdelati kemp. Jest. Ko pa prideš not, začneš topiti sneg. To je pa za 1 litro kar 45 minut, ne? Ti moraš metati sneg not, metati. In takrat se lahko sproščiš na nek način. Ne? Kaj pa severni medvedi? A ste imela kakšen recept? Ne, imeli smo en smešne, bear repellent. Bear spray. To je bilo pa kar. Mi smo na koncu, ko smo prišli tam do te vasi, ne, eskimske, smo ostali, ne vem, čakali smo helikopter 5 dni, ker je bilo tako slabo vreme. Ko smo prihajali proti vasi, smo videli te sledi od severnega medveda. In mi na tej ekspediciji nismo bili obvezni, da bi imeli puško s sabo. Če bi šli severno, tam je obvezno, da imaš puško. Ampak smo imeli taj bear spray, ne? In ta zadnji dan, ne, smo rekli, dej, gremo zdaj sprobati, ne, kaj je to. Ne? Pa to ne moreš vedeti, to funkcionira na 2-3 metra. Pa 50 na uro. Ja. Tebe, ne, zdaj pa čakal, da... Čakaj, Not yet, wait for it. Not yet, bam. Čak, stari sem, kaj bi pa vidva naredila, če bi on prišel? Čakali bi... Ne še. Ste videla kakšne druge živali, karkoli? Ste sploh koga srečali v tem času? Ne. Sama sebe. Nema to, neč. Ta zadnji dan smo ptice videli. Moj bog. To bi bilo nekaj zate. Grenlandija bi bila zate. Absolutno, jaz ne maram mraza. Ampak, to je tudi kar pritiska, da si ti, ne vem, 16 dni brez kogarkoli, brez česarkoli, samo sam sabo. Pa, lej, če je lepo vreme, je res zen. Veš kaj, to je okoli tebe samo ena plošča, bela, plavo gore. Svoboda, veš kaj, čista svoboda. Ne? Drugo pa, če je slabo vreme, tako kot na morju. Ne? Ko je lepo vreme na morju, je uživancija, ko je pa slabo, je katastrofa. Kaj pa, moraš minus 20 pa 100 uro vetra čučnut? Že videl, kam to gre. ali pa že pišanje. To je to, ne, zakaj jaz veliko spoštujem te polarne ekspedicije, ne. Ker tudi enostavne stvari so zelo komplicirane. Totalno. Kaj gre za kako vi pravite, kakati. Kenjanje. Poskusili smo prvo, ko smo bili na Grenlandiji, samo na Grenlandiji je bilo minus 10, veš, to je kar okej. To je okej, ja. Problem je veter in ko je mraz minus 30, minus 40, pol smo kar, preden smo šli ven iz šatora, smo kar v tistem lobiju od šotra, smo kar to naredili. Je bilo najbolj mer. Ja, okay. Pa sekret papir odnese, ne? Ampak je kar avantura, ne? Da... Ni dobro, če te prijame driska. Ne, dej. To je pa pol avantura, ne? Družba, to je zdaj tista kratka pauzica, ki atmosferci rečemo položnice. Veste, kje se prehranjujemo. Pod Kristalno palačo v BTC-ju je Lunch at the Ranch. To so stvari žara ob četrtkih, pa marsikaj drugega še. Tudi kakšen dober segedin, pa tako naprej. Predvsem pa glavna položnica danes. Svet užitka se je oglasil že v četrto. Očitno te položnice delujejo in kot vedno trdimo, so dostopne vsem cenovno in sicer tokrat pod kodo atmosferci, pa nobene številke zraven, ponujajo 20% popust na igro Never Have I Ever. Se veš, to so pa različne kartice, ne vem, Never Have I Ever Had a, ne vem, Sex with a Stranger ali pa Was Swinging ali pa take stvari, ki so pač povezane s spolnostjo in tako naprej. Mimogrede še vedno pa velja koda atmosferci 5, se mi zdi, na neznižane izdelke.
To je bila drobna položnica za svet užitka, link itak spustimo spodaj kot ponavad in toliko na hitrco. Pa samo še to, Atmosferci smo v našo spletno trgovino na atmosferci.com dodali 3 nove izdelke, poleg ustaljene garniture. To sta 2 različni krpici, ki jih imaš lahko, stari, se veš, sodobni avti, veliki zasloni, pianoplastika, pa mogoče ta drugo za karoserijo. Pospo pa se nam zdi smiselno dodali še dežnik, ki je res ful visoko kakovosten, sam se odpira, zapira, predvsem pa en dober napis, ki smo si ga mi izmislili, in sicer piše Sena, Ayrton Sena, pa puščica gor, pa jaz, puščica dol, to je pač oseba, ki ta dežnik fura, zraven pa kralja dežja. Meni se to zdi kar kul. Plus v shop smo dodali še atmosferske nogavice, bele in črne. Res kul izdelek, no vse smo ponosni in to je to. To so bile položnice. Pičemo nazaj, ker se nam zdi, da so besede Ivice stari kaj iz zlata. To je to. Ajde, čau. Ej, a si bil lani na Aljaski? Ja, ne, zdaj. A zdaj si bil? Ja, marc, april. A je to res posledica Jack London, pa Beli očnjak, White Fangs, pa vse te stvari, ki slišim, da bereš, ampak veš, kaj se je meni najbolj noro zdelo, ampak obenem nekaj, kar sploh še nisem nikoli videl. Ne? Sem šel na tvoj YouTube kanal, ti imaš tam gor vse živo, ne? In pol imaš tudi bereš Jacka Londona. Ja. Jack London je car. Jack London je absoluten car, Belega očnjaka smo, ne vem, jaz sem prebral, jaz sem ga požrl, ko sem bil otrok. Jaz sem sicer bral bolj Žila Verna, pa to vse knjige, pa to, meni je bilo to krasno, ampak a si šel za to na Aljasko, ali pa kaj si tam, pa tudi ste šli trekking, ne, pa spuščanje, kaj si počel tam? Ja, lej, vse pomalo, ne. Prvo, kar se tiče Jacka Londona, ne. Pri nas je Jack London znan zaradi Beli očnjak, pa Zov divljine, pa tako. Ja. To so dobre zgodbe, ampak najboljše Londonove zgodbe so kratke zgodbe. Res? Novele, ki so, imaš sa severa, Divji sever in Južno morje. Daj zapiš to, moram prebrati. Divji sever pa Južno morje. Ja. Piš, Cir. To so kratke zgodbe in so res, neke zgodbe so kultne. Ti moraš vedeti, da še danes ta odziv od Jacka Londona traja še vedno, ker mi danes, če en takšen kultni film kot Into the Wild, ne, ki je res outdoor, ne vem, kult, ne, je direktno inspiriran z Jackom Londonom, s temi zgodbami. In te zgodbe niso, kako se vedno pravi, otroške zgodbe. Pa to so res zelo, zelo zanimive zgodbe, iz katerih lahko nekaj naučiš tudi. Samo, veš kaj je, jaz sem vedno rekel, večina publike, ki bere knjige, ne razume, ne grejo v naravo. Ne razumejo, kaj je narava. Kaj to pomeni iti na šekret na -40? Kaj to pomeni, da naložiš vatro po zim? Kako je spad zunaj v gozdu? Tako da je to za njih, veš, na en način otroška pravljica. In ker ti narava vedno govori v zelo enostavnem jeziku, pa tudi to je posledica, da ti na en način si kot otrok, veš. Imaš rada naravo, greš na kemping, grem se kam smučati, pa v hribe. To so vse tako, veš, zelo enostavne potrebe. In ko en pisac, ne, se loti pisati o naravi, je normalno, bo težko, ker on ne more veliko filozofijo narediti od tega. Ampak je tisto, kar je London imel, on je imel insight, on je bil tam, ko je bila Zlatna groznica. On je fizično bil tam. Njegove te kratke priče, 90% njih so priče, ki so se sigurno zgodile. On je to nekje slišal, dal, zapisal. In to je tista moč. To ne moreš nekje. En je pa rekel, veš kaj, Karl May, Karl May je Švabo, ne, ki je v Švabiji bil in nikoli ni videl Indijancev. London je bil tam, bil je mornar, bil je na Južnih morjih, on ve, zakaj se gre. In
tu je ta moč. Ko veliko v teh zgodbah sem jaz videl mene in očeta, ko smo bili veliko v gozdu, kaj to pomeni. Kaj to pomeni, če naložiš vatro na -20? Ni lahko, ne? Kaj rabiš, ko prideš kam v gozd, nimaš nič. Nič nimaš, zdaj moraš zbrati. Drače, rabiš. Ja, moraš to narediti. In to so bile tiste teme, ne? In pol Jack London zame je bil to Aljaska, veš, divlina. In to se rekel, jaz hočem iti tam videti, kaj je to. Enkrat. In? Res je nenormalno. Neverjeten svet. Kaj te je najbolj presunilo na Aljaski? Najbolj me je presunilo to, da ni človeka. Ni nič. Iz Vancouvera do Whitehorsea smo leteli malo več kot 3 ure, od tega 2 ure letiš čez hribe, ampak resne hribe kot Alpe, ki ni nobenega znaka človeka. Ceste, hiže, nič. Zero. 2 ure. Z avionom. Ja. V 2 urah z avionom se pa pride nekam, ne? Ja. In pol si jaz mislim, to bi bilo kot, ne vem, da iz Zagreba letiš do Amsterdama, skozi čez planine, Pa nič. Noro, ja. In pol, ko smo prišli tam, ti greš gor na hrib in poči pogled, veš kaj, 100 kilometrov stran. In tako so izgledale Alpe pred 10.000 let. Ne? Ja, tako je. Vse tiste zdaj vasi, ki jih znamo, ki so ceste, pa tega nema nič tam. Časovni stroj. Ja, časovni stroj, res. Časovni stroj. In ko razmišljaš, ne, na večini teh hribov ni bil človek. Še vedno. Ti so hribi še vedno za odkrit. Tam vsak človek lahko bi bil Edmund Hillary. Prvi. In je... Same prvenstvene smeri, kamorkoli pogledaš. Ja, in to niko to ni ne gleda, veš. To ga ima, koliko hočeš. Ne? Drugo, sigurno smučanje. Freeride res zaradi pogojev, tisti, ki so res bolj stabilni kot v Evropi, zaradi tega snega. Ne? A je še vedno deep white powder? Je, super je. In to je tisto, kaj lahko smučaš zelo strme stvari, ki so še vedno ok varne. Ne? Tisti spines pa to. Res je kar stabilni pogoji v Evropi. Ne vem, če bi lahko smučal tako strme linije brez velikih plazov. Ne? In to je zakon. A pa je sneg tako drugačen, da ne drugačen je sneg, ja. Drugačen je sneg, ki se res lepi se za hrib. Ampak vreme ni stabilno. Ne? Ni predvidljivo. Mi smo imeli veliko slabo vremena. Z mano je bil moj prijatelj z Bovca, Matej Bradaškja. In normalno smo šli z majhnim avionom, smo šli na Glečer, na ledenik gor, pa bi gor ostali 3-4 dni in samo touring in ski mountaineering. Imeli smo to karto tih linij, ki oni normalno smučajo, tako da smo imeli neko idejo, kam gremo, ampak je super wild, neverjetno. Mislim, težko je to. Vsak, ki ima priložnost, da gre tam, toplo priporočam. Ker to je res nekaj drugega. Ej, povej, Jure, ali tekmujeva? Ne, kaj me zanima, vse to, kar govoriš, vsi projekti, mislim, očitno je to, da želiš biti čim dlje ali pa kar do konca življenja, v resnici to delaš, da bi bil v naravi. Ja. Da bi doživel svet najbolj nefiltrirano možno in uporabljal stvari, ki jih ti znaš, ali bil na smučkah, ali bil na vodi, pa tako, ne. Hočeš biti v najbolj prvobitnem svetu, ne. Kako pa skrbiš zase? Kaj delaš takrat, ko ni projekt, ko nisi zunaj? A veš, mene zanima, kaj zdaj ti ješ? Mislim, kaj ješ? Trening. Kako paziš na prehrano, kako paziš na to, da si fit? Zdaj trening je bil do leta 37 je bil športni trening za vrhunske rezultate, zdaj jaz to imenujem obdrževanje do smrti. Zdaj mi je jasno, ne bom nikoli bil na tej razni kot prej,
to sem sprejel, ampak rad bi bil v dobrej fizični kondiciji, da lahko delam vse te stvari. Za me je pomembno, da imam takšne kampanje. Ne. Ko nimam nekega cilja, mi je malo bolj težko. Ne. Mogoče zato, ker kot si športnik, vedno si odvisen od ciljev. Imaš vedno cilj, veš, vedno imaš neki cilj. Zdaj naenkrat se kar ustaviš, si doma in nimaš cilja. Ne. Nimaš motivacije. Ne. In pol ni strukturiranega treninga, ne, pol pa treniram, pa 4 dni treniram, pa treniram enkrat, pa ne treniram cel teden, pa veš. In zdaj, ko imaš takšne projekte, ne, vedno moraš se pripraviti za to. In pol trening ima smisla. Ne. In zato moraš biti vedno v dobri formi. Jaz nisem do zdaj imel problema z kilažo, ne, z težo, tako da to je vse okej, ampak seveda, da je fizična priprava zelo pomembna za takšne stvari. Jaz bi rad bil, če bi lahko bil v dobri formi do 90. leta, to bi bilo super. Oče je resnico je povedal, ne? Večkrat sem z njim se pogovarjal starost, mladost, veš, kaj je to. On je imel dve zelo dobre filozofije. Prva je, ni mladosti in starosti, obstaja samo strast do življenja. Ena. In druga, tudi zelo pomembna, človek je star, koliko je fizično močen. In to je nastavek tega besedila je, in zato neki ljudje nikoli niso bili mladi. Sem kako res. Kakšna je pa tu življenjska modrost? Veš kaj, zato ko malo bolj razmišljaš, ne, vedno pravijo, starost, nisi star v glavi, če si mlad v srcu, to je bullshit. Ne. Star si samo, koliko si fizični kakšne imaš fizične možnosti. Razumeš? In to je to. Če ti lahko imaš fizične možnosti, če si 75 let star in lahko laufaš maraton, ti imaš fantastične fizične možnosti. Ti si mlad človek še vedno. Ne? Tako da to je to. In zato je treba za takšne projekte treba vedno ostati v dobri formi. Ok, Ivica, pa kaj zdaj, naprimer, takole, kako izgleda tvoj dan, kadar je dan, da nimaš nekih obveznosti? Kaj zjutraj narediš? Sklece, plank, greš hoditi na kolo? Trening je bolj enostaven kot prej. Prvo je pomembno, zakaj se pripravljam. Če se pripravljam za kakšno zdaj se pripravljam za smučarsko sezono. Ne. Potem so pa treningi tako, so bolj podobni tistemu, kaj smo delali, ko sem smučal. Ne. Jaz v glavnem treniram v gozdu. Tudi prej, mi smo trenirali samo v gozdu, nismo bili, zelo redko smo šli teretano. Pa tako. V gozdu imam svoj kotiček, imam srečo, imam gozd pri svoji hiži, kotiček z balvani, kako se kaže balvani na slovenski? Misliš te balvane, hlodi. Tako. Imam svoje hlode, različnih veličin, hlodi so tudi za ravnotežo, hlodi so za dizanje, za vse je teža in tako. In to je en kotiček, imam neki krug, se malo grejem, pol delam veliko ravnoteže in snage z hlodi. Sprav imaš v bistvu nek fitness na prostem. Ja, tako smo mi delali vedno. Mi smo imeli tak fitness v Hintertuxu, pa eno v Meltalu, pa eno v Innerkremsu. Gozdo je veliko. Ja, ne, res. Nikoli nismo imeli problem s tem. Eno anekdoto vam še moram povedati o hlodih, ampak da zakončim to vprašanje. In pol nič, delaš, ne vem, kakšen fartlek, veliko delam fartlek. Pol pa, če se pripravim za en long distance, kot zdaj za traverzo v Prokletijah, pol so pa dolgi teki
in čim več časa na nogah v dnevu. Ne. Brez sedenja ali pa da si pripraviš telo, da bo cel dan stalo. Ne. In to je to. Največji efekt vedno vidim v utežih. V težeh. Jaz sem vedno delal samo olimpijske discipline in to je najhitrejši pot do dobre forme, ampak tudi najbolj nevarni pot. Ker vedno imaš problem s hrbtom in tako. Ampak to sem kar obdržim. Drugo, na kolo grem tudi rad. Zelo, zelo rad imam kolo. In cestovno najprej in pol tudi malo mountain bike. Plavanje, super stvar tudi. Ampak to bolj, ko nimam eno kampanjo. Tako da, ja, vedno narava. Anekdota s hlodi. Mi smo vedno imeli bolj dolge ali pa kratke hlode v kombiju. Veš? Ko smo prišli nekamor, ki smo najdli kar dobre hlode, smo rekli, to je dobro, ne? Zdaj smo imeli pilo v avtu, ne? In hlod v kombi. Ker ko pridemo, ne vem, kamorkoli, ne vem, v Adelboden, ki ni hlodov, mi imamo hlode v kombi. Ja. In zdaj, enkrat pridemo mi v Bad Ragaz, to je eno zdravilišče v Švici, really high society, veš, hotel, zame najboljši hotel, katerem sem bil. Dobiš svojega butlerja v hotelu, veš kaj je to? To je level ono, neverjetno. Pridemo s tem kombijem, ker je naš zdravnik je tam bil za koleno, dr. Rolf Homeister, tudi moj in Janičin. Pridemo pred hotel, je ta rondo z vodoskokom, pa Bentley, Rolls-Royce, Porsche, samo tam, ne. In pride zdaj tisti lakaj, veš, z delo in cilinder, tisti crveni mundiri, veš, tisti obleka, ne. In zdaj so tista klizna vrata so na kombiju, ne. In zdaj, kako smo se mi vozili, ne vem, čez kakšen pas, je en hlod ostal naslonjen na vrata, ne. Ko je on odprl vrata, je hlod padal ven. Blong. Njemu na noge. Pred noge, ne. In on zdaj, veš, pogledal tako, pa se malo nasmev, ne. Pa mi smo umrli od smeha, ker tam smo prišli, veš, med tiste Rolls Royce, pa to odpira, pa hlod pada van s kombija, ne. Solčega vana klota. Ja, pa ste imeli tudi motorko sabo, a ste na roke žagali? Ne, na roke. Na roke. Noro je. Veš, kaj sem te hotel prej vprašati? Grenlandijo po tvojih izkušnjah se da z unimogom prevoziti? Ja, ne vem, koliko imaš radius? 500 km je, ta naša je 550 km bila linija. Ja, pa je tu ta led, pa ta sneg je stabilen. Veš kaj je, dostop je problem. Dostop na ledenik. Aha. Ker tam je ledenik tako razbit, to ne moreš verjeti. Pa je težko je hoditi. Ne vem, kaj bi bilo z... Mi smo z Unimagom smo prišli do ledenika. Takrat so bile 3 ekspedicije, ki so ta isti dan štartali. To je bil prvi možni dan. Eni so šli sever in ti so bili kajterji, njih je bilo enih 5-6. Švedi so bile 2 in mi smo bili 2. In Unimag je prišel do ledenika. Do Morene. In tam nas je spravil ven in pol je bilo res 1,5 dan jebanja. A to je tako razbito, kot od baznega tabora Everesta? Ne, to niso špaltne. Niso? Ne, mislim, je nekaj špaltni, ampak več so ti hribčki majhni, pa neki labirinti, pa v filmu se to dobro se vidi. In to je... Tu smo imeli veliko pomoč, tudi njega moram spomenuti, Stane Klemenc. Aha, ja. Ker je on naredil tudi traverzo Grenlandije, ne vem, mogoče 10-15 let pred nami. In tista informacija, kako prideš čez ledenik gor, je kar pomembna. Ker so mislim, da je Švedi so rabili 2,5 dni, en dan več kot mi,
Ampak to je zelo kratko, veš, to je 10 km, ne vem. Ja, To greš 2 dni, čez tisti 10 km. Sam je tako zajeben teren. Ne? Pa še imaš pulko zase. Ne? In to je. Tako da je, če imaš dobro informacijo, kam naj greš, je lažje. Ja, bi ti še rad prečil svet po longitudi? Ja. Kako je to, veš, kako sploh začneš planirati, ali je to nekaj, kar imaš, ok, bomo to 2026, kje sploh začneš? Ne vem. Ker Veš, to je pa kar noro, ne? Mislim, da je zadnja velika avantura na svetu je circumnavigation sever-jug, sever, s pomoč vetra. Klej smo iz pločevinka, veš, pivovarna Laška imela, vidiš F zadnji, smo hoteli napisati longituda, pa na mene črke farija, tako da zdaj piše long muda, ampak dobro, potrudili smo se, ampak... Kako, kaj bo največji izziv? Največji izziv so pare. Veš. To je vedno, to je ista priča. Ista priča. Ja. Lej, to je res, to ni avantura za tako. To je pa življenjsko delo. Podhvat, kako se to kaže na slovenski. Podhvat je... To je več kot ekspedicija. Ja. Ti pazi, ti imaš, to so 200 stvari v principu. Moraš imeti del ekspedicije, ki gre čez polove, in del ekspedicije, ki gre po morju od ene pola do druge. To je noro, jaz si sploh... Ker ti, vzamemo severni pol, ne? Ladja te lahko pusti gor severni Grenland, ampak za strani kanadske, in pol ladja bi mogla iti čez Northwest Passage, druge ni, ali pa v Panamo, pa gor. To je pa ogromno. To je pa razdalje, ja. Ampak ni Northwest Passage, ni tako. In zdaj je problem, pridemo tam, Northwest Passage je verjetno odprt zelo kratko v poletje, po je pa problem za ta del, ko gre čez pol, ker je led predebo. Ja, mislim, led je slab, ne? Smo pa sem se pogovarjal z enim polarnim istraživačem Švicarije, da bi se lahko šlo z balonom čez pol, ne. In pol pick-up je severna Aljaska, ne. Shit. Ja, samo priješ pol, pa čez. Pol se severne Aljaske imaš celi svet dol, Antarktika, tam ostavijo spet ekspedicijo, ki je na ledu, na snegu, tisti z kajtom grejo čez pol, a jadrnica gre okoli Antarktike na drug kraj, da prevzame tisto ekspedicijo. Pa to je pol leta. Mislim, več. To je več. Ne, eno leto je zelo hitro. Res? Ja, no. Ker moraš poletje, ne? Ja, seveda. Južna hemisfera, severna hemisfera. Lej, mogoče je, samo organizacijski je ogromna stvar, makar v mojem mnenju mislim, da bi Red Bull takšno stvar lahko naredil. In to bi bil šov. To je zadnja velika avantura. Zame je to zadnja velika avantura na planetu Zemlji. Kaj pa, tu me še malo ferbec matra, ko si tukaj povezan z naravo, tam okoli Mleta, ne? A s kakšnega morskega psa, kdaj se reče pod vodo? Zdaj so videli enega. Kdaj je bilo to? Junija, ne vem. Beli? Ne vem. Ne, jaz sem srečal morskega psa bolj južno, pri Dubrovniku. Pri Dubrovniku. Ja. Sini ali kakšen drug? Mislim, da je bil modrulj. Modrulj, ja, sini. Ja. Kaj pa naraj nišaniš? Kaj od ribe naraj ješ? Ali ugorja naraj počeš? Nimam rad ribo. Res? Ja. Ti ribo, ker je bilo preveč v življenju? Mogoče, ne. Mislim, najboljše za jest so mi kirnja in škrpina. So tako
imam rada. Evo. Ampak riba je res bolj slow food, jaz nisem za to. Jaz sem kar konkretno. Ne. Predolg traja. Ne? Ja, predolg traja. Ampak enkrat smo prišli na Palagružo, to je tudi ena dobra anekdota. Imeli smo sarmo, veš, ki lahko staklenki nosiš, ne? In to je pa super. Na Palagružo ste sarmo nesli. Ja, pazi, ne? Pridemo zdaj na Palagružo, ne? Ker mi imamo, v Gumenjaku smo šli, ne? Ja. Z Gumenjakom, Gomone, pridemo na Palagružo, tam so prijatelji, tisti svetioničari gor. In jaz in prijatelj pridemo gor do svetioničara, kuhinjo, in zdaj oni zdaj imajo enih 20 jastogov, kuhajo, ne? Oh, shit. In vse diši, veš, tako oni tam na šparhetu. In zdaj mi pridemo za svojo hrano, ne, in damo van sarmo, ne. To svetilničar pa pravi, kva, imaš sarmo, ej? Zdaj bomo menjali sarmo. Jastoge. Ja, valjda, ne. Ker njemu se jastogi dokle. Njemu je dosta jastoga. Ja. In pol smo, to je pa najboljši trade, ki sem ga naredil v življenju. Sarmo za jastoge. Ne se je stari. Palagruži je sarmo za jastoge za mene. Ivica, kaj imaš rajš, zimo ali poletje? Ne, mislim, da je stvar kot vsemu v življenju je jedno in drugo. Ne. Ker če uživaš samo v enemu, ne uživaš 100%, dok ne vidiš drugi. Yin-yang, veš. To je kako pravi, oče vedno pravi tisti wellnessi pa to, ne. Wellnessi so samo za ljudje, ki res fizično težko delajo. Ker oni pridejo na wellness in se sproščijo, res. Tisti, ki ne delajo nič, oni se ne morajo sproščiti. Res. Prvo moraš biti utrujen, da bi se lahko sproščil. Ej, aj pol kriminalno te vprašati, ležiš ki na kavču pa gledaš Netflix, a imaš kakšno serijo? Opa, Jure, dosti alkohola. Ja, gledali smo serije, sigurno. To smo seveda takrat s punco, pa z ženo, veš, tiste imaš serijo, ki zdaj ti gledaš, to je tvoja kultna serija. Ne? Ja, seveda, ne. Gledam to in dokumentarce tudi imam rad pa to. Dobro. Veš kaj, povej. Jaz sem ga hotel drugače zadnje vprašanje vprašati. Ne, ni še čas za zadnje vprašanje. No, Vse le Obertauren bo počakal, zdaj ga imamo kle, ne? Vse je okej. To je res, ja. To tvoje alpinistično smučanje mi ne gre z glave, ne? Kaj, razen prokleti, kjera je zdaj gora, ki te najbolj... Če bi zdaj, ali pa tako ti bom, drugače te bom vprašal. Mikrofon. Da bi zdaj prišel Red Bull, pa bi rekel, evo Ivica, dam ti 3 odprave za presmučati. Kaj bi izbral? Wow. Aljaska, number 1. Drugo, verjetno nekaj norega, ampak South Georgia, maybe. Antarktika. Ta divlina, nekaj tam. Drugo smučanje. Imel sem en projekt, ki smo ga na koncu zapustili. Zelo je zanimiv. Unimak. Unimak je en otok v Aleutih. Kje je to, prosti? Med Aljasko in Rusijo. Tam je en na tem Unimaku, to je Nature Reserve, ta otok. Kar velik otok, ne vem, enih 50 km, a pa več. 25 ima ljudi, ki živijo na otoku, pa so največji medvedi na Severni Ameriki, ti Kodiak Bears. In tam je en vulkan, ki je neverjetno tako iz morja gleda gor, mislim, da čez 4000 metrov. Ja. In je brutalno dobra ekspedicija bi bila, ki bi imel kajak, pulko in da bi se smučal ta hrib. Samo to je res malo ekstremno, ker pogoji niso super, ne? Tam je pa bolj led, pa
tako, ampak zanimivo je, da bi lahko prišel tam tudi samo kajak, pulka in to. To je mogoče tretja. In ta je kar enostavna in to je ok. Ampak je toliko možnosti, kam lahko prideš, Kazahstan tudi. Ne? Ja, ta del. Vse te države nastan. Ja, nastan. Ja, res. Veš, kaj je tudi zanimivo, kaj sem zadnji čas, kar si razmišljal malo, ne? Freeriding Balkans. Ja. Mislim, da je zelo, zelo zanimiva scena, ker je Balkans, to so planine, to so hribi. Balkans so res hribi, tisti so gore. Ne? In tu imaš od Slovenije do Grčije dol, to je ogromno možnosti. Rumunska tudi, ne? Ogromno, Bugarska, zdaj Albanija, Makedonija. To so resni hribi. Ne? Tako da tu bi lahko naredil veliko projektov. Ampak če gremo za res ski mountaineering, real deal, Aljaska, ker so pogoji neverjetni. Kaj pa overlanding, te kdaj zanimalo? Da bi si zrihtal terenca, šotor gor, 2 tanka dizla, pa take etape. Vso opremo za potapljati, vso opremo za smučati, pa recimo od Zagreba do Kamčatke. Ne, mene več me zanima čez morje, da prideš tam. Recimo, to je zanimivo, Norveška, Lofoten, Špicbergen. Pa tudi Grenlandija z te morske strani. Res je, da so super tisti projekti, ki z ladjo, barko prideš na Grenlandijo, ostaneš celo zimo tam, v tisti noči polarni in pol si ko pride sonce nazaj, si on the face of the place. Shit. In to je to. Ne. Samo to so dolge ekspedicije. Ne. Lepo je, veš kaj je tudi zelo zanimivo? Ta severna Kanada, Hudson Bay, pa tisto gore, ti Ellis Land, to je prava divljina. Veš, kaj mi je lepo, ko prideš tam v to divljino, rizik ima en drug pomen. Čist drug pomen. Ti si ti lahko neodgovoren, veš, smučaš kakšno strmino, pa če boš naredil napako, bo šel helikopter po tebe, ali pa mogoče ne bo helikopter, ampak boš prišel kar nekamor. Ne? Tam pa noben ne pride. Tam pa 10-krat razmisliš, kako in kaj. Ne? In to je tudi respekt do planine. Tako da zato je ta divljina meni tudi zelo zanimiva. Ko smo šli na Islandijo, to je bila isto tudi zelo cool odprava. Islandija, skijanje, smučanje po vulkanih, Skiing the Fire Ring, ki je, by the way, dobil tudi nagrado na Boves Outdoor Festivalu. Veš, ti si 100-200 km stran od prve civilizacije. Zdaj boš razmislil, kaj boš delal. Tako da je to je super. In planiranje je samo po sebi super zanimivo v takvih odpravah. Pa se lahko varno smučaš v takih pogojih? Jaz vedno rad za sabo imam ljudje, ki imajo več izkušenj kot jaz. Mislim, da v hribih ni dobro veniti, taština ni dobra stvar. Dobro je imeti nekogar, ki ostaje razumen, ki razume pogoje, tako da je zame moj prijatelj Matej Brdaške in njega jaz veliko verjamem v njegovo sod o hribih, o pogojih in tako. Vsak človek zase
lahko odloči, koliko rizika bo on vzel. Pa nos. Ja. Zdaj je problem, če si odpravi, ker ta rizik, ki ga ti prevzameš, je rizik tudi za druge ljudi, ki bojo skupaj s tabo v problemu, če nastane problem. Ti ne delaš to zase, nego delaš za celo ekipo. In zato je ta odgovornost zelo pomembna. Jaz sem več riskiram kot Matej. Ampak Matej boljše pozna hribe in pogoje kot jaz, ki sem bil alpski smučar in ki se vedno sem naučen, da riskiram vedno. In treba se naučiti in težko je, da se razumemo tudi v alpinizmu, težko je odstopiti 50 metrov pod vrhom. Ampak če je razumno, je to razumno. Ljudski je, ko prideš, ko vidiš fenomenalne pogoje, da greš full gas, ampak razumno je, če niso pogoji, da odstopiš. Si odstopil že? Ja, odstopili smo, tudi na Aljaski. Jaz sem odstopil tudi, veš kaj vidim, vsak tudi svoje meje moraš poznati. Jaz nimam več fleksije v kolenu. Ko so kakšni dropi v liniji, forget it. Ker jaz ne morem narediti polni počep. Ok, če niso dropi, lahko smučam kajkoli, ampak če je kakšen drop notri, ne morem. To so moje meje. Mi je pa žal, rad bi, ampak ne morem, to ni varno več. Tako da moraš poznati meje in pogoje. Govoriš o odgovornosti. Kakšno odgovornost čutiš pa do svojih otrok, do Jane, do Kate? Kaj misliš, a boš predal vse to, ker veliko govoriš tudi o očetu, ne? Kako te je učil nekih čist temeljnih stvari, ki ti pomagajo skozi kariero in tako. Kako čutiš tako odgovornost, pa kako to predajaš naprej? Treba je predati. Mislim, da je vrednost izkušnje essence izkušnje je to, da jo predaš. Mislim, v naravi sigurno predajam izkušnje. To je sigurno. Bom ja. Odgovornost do družbe, do familije, to je tudi veliko vprašanje. Večkrat ti se spomniš, da zdaj nisi sam, da imaš otroke, in to je težko. Zame je to težko, zato ker precej, ko nekaj moraš narediti, imaš nekakšen izziv, jadranje. Ti moraš biti 100% fokusiran na to, kaj delaš. Tako da je vedno najtežje prva 2-3 dni, ko misliš na familijo in nisi prisoten. In to te kar srce ti razdira. Ampak, če hočeš dobro nekaj narediti pa vrniti se k njim in varno narediti, moraš biti prisoten. 100%. Moraš stran dati tisto misli, ki niso zdaj tam, v tem času. In to je, tako da je, vedno je ta faza odvikavanja, kako se pravi, ne znam na slovenki. Ja. Odrinjenja. Ja. Odrekanja pa. Ja. Da se ja. Kot odrivanje od obale z barko, veš. Ja. To je ta trenutek, ne. In to ni lahek trenutek, ampak moraš vržiti vrvi in pol si na morju. In ti pol si na morju in prideš ti, bom prišel nazaj, ampak zdaj moram to narediti najboljše, kaj zmorem. Ne. Stari, kakšno potovanje je bil zdaj ta pogovor s tabo. Meni se to zdi neverjetno, meni gre zdaj kocine po konc, ker si nas pelil okrog sveta po latitudi, longitudi, pelil si nas čez življenje, čez kariero. Jutri si bom šel hlode narezati. Ma ne, stari, ne, ampak ti si me, kje si me presekal, ti si to, kaj ti oče rekel, da starost ni to, koliko si strne, ampak koliko imaš strast do življenja pa do tega, ne? Kako tudi skrbiš zase in
Tako je, par stvari se je v tistem trenutku v meni premaknilo, pa sem prepričan, da še v ljudeh, ki bodo poslušali, in to je en tistih podcastov, že kar naprej povem, sem prepričan, da ga bodo ljudje poslušali po 2-krat, 3-krat. Tako da jaz se čutim izjemno privilegiran, da si ti vzel čas, da si se danes tukaj ustavil, ker je privilegij zame, da jaz lahko sedim za mizo z različnimi ljudmi, s tabo in da to poslušam tle v živo. Stari, mi smo v življenju nas tako pele levo, desno, pa nas pere, pa skozi neki na telefone gledamo, pa ne vem kaj, in pol spoznaš človeka, za katerega misliš, da veš veliko, in pol ti uletiš s to tvojo širino, ki se mi zdi izredna in izjemna. Vidiš tvoje spoštovanje do tega, kaj so te ljudje učili in kako pa zdaj na konci povedal, da v bistvu point vsega pa je, da to znaš prenesti naprej. Na ljudi, ki so ti najbližje, in to so pa tvoji, recimo 4 otroci, pa najbližja družina. Ne? In takrat tudi ugotoviš, kaj je v bistvu najbolj pomembno na svetu. Pa tudi tisti, ki imajo željo, da se požanejo tam. Veš? Tako. Ker jaz sem, kot sem rekel, v naravi, v ekstremnih pogojih ni taščine. Ja. Ti rabiš izkušenja drugega, ker bo bolj varno za tebe in tvoja izkušnja bo boljša. Ne? Tudi ni napuha. Ja, ni napuha, veš. Ti, ko greš, ko smo šli na Grenlandijo, jaz sem rekel, Stane Klemenc je bil tam, jaz moram do tega človeka, jaz moram pogovarjati se z njim, ker od njega bom naučil tisto, kaj ne vem. Ja. In to bom jim pomagal. Zato je to izkustvo treba ga deliti. Ne? To je pomembno, ker so ljudi, ki delijo isto strast, rada delijo tudi izkušnje. A pa, če te lahko sam še to vprašam, a si ti toliko do sebe, bom rekel, pozoren, ali pa da se toliko poznaš, da veš, da zdaj v teh okoliščinah, družina, vse to, imaš neke obveznosti, imaš do nekoga imaš neko obveznost ali pa čutiš nekaj. Če bi bil ti sam, bi šel čez to mejo, bi delal bolj nore stvari še? Da, sigurno, ja. Veš kaj je, ta meja je nekaj, kaj je zelo zanimivo. Ja. Žal, takrat, ko sem bil na Aljaski, je v hribih pri Kranjski gori je žal umrl moj prijatelj Luka Vidic. In takrat spomniš, da tista meja, ne, ona obstaja, ampak nikoli ne vemo, kje je. Ker tisti, ki vejo, kje je, so tisti, ki so že čez. Ampak nas, kot človeštvo, nas ta meja tudi žane naprej. Ker ta meja danes ni tam, kje je bila pred 100 leti. Absolutno ne. Ja. Ampak obstaja. Ja. No, to je dobro videti. Ja. Ivica, največja vrednost, koliko je Ciril kaže števc ure? 2 uri 27 minut. Največja vrednost teh 2 dragocenih ur. Ne? Mikrofon. Mnogi namenoma, mnogi nenamenoma, mnogi zaradi življenjskih izkušenj pozabimo, da v resnici res sem delo da rezultat. Ne? In jaz mislim, da je tudi taka sveta resnica, kar si ti danes povedal. Ne? Da tudi tisti trenutek, ki iščemo razloge sami pri sebi, zakaj si debel, zakaj si bolan, zakaj si demotiviran, je trenutek, ko si ti pozabil na ta stavek, da delo da rezultat. Tako da jaz si te res od srca se ti zahvaljujem, da si nas vse tu spomnil. Jutri gremo v fitness, ne? Vsi trije. Jaz grem v gost, jaz nisem človek teretane. On živi pri gozdu. Jaz sem človek narave, ampak sam bo šel peš, ne s tvojo huso. Ne? Ja, je pa res, da smo se in jaz mislim, da tisti trenutek, ko se človek enkrat odmakne od samega sebe pod narave, da takrat v resnici začneš starati. Ja, človek je del narave. Tisto, kar smo mi zdaj civilizirani zadnjih, ne vem, 1000 let ali pa kaj, mislim, mi smo kot vrsta smo tu že, ne vem, 25 000 kot homo sapiens, pa še veliko 1000 let. Smo bili v naravi skozi, ne.
Še vedno je to imamo v sebi. Dan sem napisal prve vrstice, s Cirilom sva se prejšnji teden vrnila iz ene take mini ekspedicije v gorovju Atlas s Toyota Land Cruiserjem. Nice. In sem razmišljal, da v bistvu Afrika, da vedno poleg gora pa morja odgovor, kaj je reciklaža, pa kaj je v resnici zanesljivost. In skozi sem jo danes v glavi, ko si ti razlagal, sploh tisti izlet, ki sta se vidva ločila v trenutku, ko bi se lahko vse narobe išlo na Grenlandiji. Da taki trenutki res človeku pokažejo ta pravo smer. Yep. Čeprav imaš občutek, da si izgubljen takrat. Yep. Da gremo na konec na vzgor. Eno vprašanje pa postavimo vsakmu gostu. Kaj je bil tvoj prvi avto? Veš kaj, jaz ne maram avtov. Hvala, ker si prišel. No. Ampak vse smo bili prijazni, nismo govorili o avtih do zdaj. Nekaj moram ti objasniti. Avto je zastarelo prevozno sredstvo iz 19. stoletja. To je koncept iz 19. stoletja, ki je zaradi tega, kaj imamo takšno infrastrukturo, še vedno obstaja. Ampak ta prvi avto, veš, da jaz do leta 2010 nisem imel svoj avto, baš moj avto. Vedno sem bil z avtom od zveze ali pa kaj. Tako da prvi avto, ki sem ga res vozil, je bil Renault Laguna. Evo, vidiš. No, tudi to reda. Imamo odgovor. Ivica. Hvala, ker si vletel. Hvala na povabilo, bilo je super. Hvala tebi. Evo, pritisnem. Stop. To, da si prokleti je najdel, to me pa čiste zore. Veš kaj je to? Tam je ta vse flies,